Spomin njegovega in našega krsta in znamenje upanja, da Bog pokojnemu in nam vsem dal novo in večno življenje, blagoslavljam to pepeljeno telo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo. Usmiljeni Bog, prosimo te za našega brata Franca. Na zemlji si ga poklical svojo cerkev, sprejmi ga, kraljestvo miru in luči in pridruži svojim izvoljenim po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Spoštovani, na obronki Ljubljenega vrha, ker pogled seže v Dravsko, Mežiško in Mislinjsko dolino, ker rahel vetrič osveži poletni večer in močan veter tuli po zimi mimo vogalov, tam, ker se srečujeta melodije zvonov od cerkve Svetega Križa in od Šempetra, tam so se v srce mladega Franca zapisovale melodije. In ko je napočil čas, so dobile častno mesto v njegovem ustvarjanju. Spoštovani Franc, hvala vam, ker ste slišali melodijo kmečkega dela in praznovanja, melodijo kovačev in svojih sopotnikov, ki nikoli niso bili posebej znani v širši javnosti. Vi pa ste jim svojimi melodijami dali večno priznanje. Ko sem še kot mladostnik poslušal odrasle, ki so z veseljem pripovedovali, štirje kovači so naši, ker opevajo naše življenje, še vsega tega nisem čisto razumel. Danes pa to vem in se vam v imenu tukaj zbranih mnogih za to zahvaljujem. Med vsemi melodijami pa je svoje akorde dodajala tudi melodija zvonov. Zvonovi so vabili k Bogu, vabijo k Bogu. In pred leti, v času vaše preizkušnje, se nas je mnogo zbralo v cerkvi Svetega Jurija. Vi pa ste bili na postaji svojega križevega pota v slovenjgraški bolnišnici. Tudi danes nas je zvon povabil, tukaj k molitvi in spomin, hvaležnost. Torek zvečer pa nas bo ob 19. uri zopet povabil zvon našo župnijsko cerkev k sveti maši, zahvalo za vaša leta in delo in v priprošnjo za vašo srečno večnost. Pojdimo Kristusove miru in pokojnega Franca nekaj trenutkih tišine pospremimo k grobu.